Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Vaš kanal. Dobrodošli v tokratni prvi letošnji oddaji Pravi ključi. V današnji oddaji boste izvedeli marsikaj o starodavnih modrostih, o zakladnici znanja o zdravju in bolezni. Odstirali bomo ključe, tiste prave ključe, kako ustvarjati mostove na področju zdravja in zdravljenja, med preteklostjo in sedanjostjo. Kateri ključi se skrivajo v preverjenih in tradicionalno uspešnih metodah za ohranjanje zdravja? O teh in drugih aktualnih vprašanjih bo kmalu govora na Festivalu zdravja v Cankarjevem domu v Ljubljani, vendar o tem malce pozneje. Za uvod pa najprej izrekam dobrodošlico mojim nocojšnjim gostom. Dober večer želim. Dober večer. Z nami v studiu je Biljana Dušić, doktorica medicine, svetovalka ajurvede in učiteljica joge. Dober dan. Tu v sredini magister Peter Papuga, doktor medicine, zdravnik in specialist za akupunkturo in velik poznavalec področja tradicionalne kitajske medicine. Dober večer. In doktor Maruša Hribar, magistra farmacije, specialistka za homeopatijo. Lep pozdrav. Dobrodošli, spoštovani gostje, strokovnjaki, specialisti in pa poznavalci alternativnega zdravljenja. Zanimivo je, da ste pravzaprav vsi, vsakdo izmed vas, tudi v osnovi izhajate iz področja klasične medicine, da ste torej študirali zdravstvo. Pa bi vendarle mogoče vsi trije tako za uvod pojasnili našim gledalcem, da področje ajurvede, akupunkture in homeopatije sodi sicer v področje alternativne medicine. Pa vendarle, če odstremo tako za začetek tisti prvi pravi ključ. Ljudje smo pogosto v nevednosti, ko govorimo o zdravilstvu, o alternativni medicini, komplementarnem zdravljenju, pa o dopolnilnem zdravljenju. Velikokrat dajemo vse v en in isti koš. Kako naj razumemo pravzaprav pomen tega zdravljenja, tega načina zdravljenja v primerjavi s tako imenovanim klasičnim zdravljenjem, s konvencionalno medicino, ki jo pač večinoma poznamo? No, morda osvetlite tele ključe, pa bi začela kar pri vas, gospa Biljana. Ja, jaz bi tukaj kot odgovor rekla, da vendarle gre za zdravljenje. Da za zdravljenje gre v tradicionalni medicini, ajurvedi, kitajski tradicionalni homeopatiji in tudi v zahodni medicini, tej klasični, tako imenovani. Da razlika je tukaj mogoče v nekem osnovnem koordinatnem sistemu, da te tradicionalne medicine na človeka gledajo na drugačen način in iz tega izhajajo v tem, ko opisujejo elemente človeške fiziologije, psihologije in zadev, katere so zelo ključne za zdravje in za patologijo oziroma patofiziologijo, razvoj bolezni. Tako da jaz bi rekla, da razlika je predvsem v tem, da se na drugačen način gleda na človeka in da iz tega izhaja preprosto neka navidezna razlika v tem, kako se imenujejo zadeve. Ene se kličejo komplementarne, ene se kličejo alternativne, ampak tukaj vendarle gre ves čas za skrb za zdravje in praktično za zdravljenje v enem in v drugem primeru. Hvala lepa, doktor Peter Papuga. Vi ste bili tudi v ambulanti kratek čas. Kako bi vi to ponazorili? Pa jaz namreč imam vedno potrebo nekega širjenja obzorij in jaz dejansko ta proces nikoli nimam zaključenega. Ne doživljam ga kot alternativo, pravzaprav doživljam ga kot neko evolucijo človeške misli in odnosa do zdravja, predvsem zavesti in razumevanja sebe in vsega okrog sebe. Ker nekako smo uspeli v tej naši tehnološki eri pravzaprav spregledati neke bistvene vezi, ki obstajajo nepretrgano med nami in naravo in tudi s seboj nimamo nekega pravšnjega stika. Tako da preveč stvari se nekako končuje na povrhnjici, kar me je zmeraj motilo. In z tega vidika jaz pravzaprav besedo alternativa niti ne uporabljam,
tako pogosto. Kvečemu bi rekel, da nimamo druge izbire, kakor da združujemo sedanjik, preteklik in prihodnik. In v tem dejansko vidim nek velik prostor za vse. In težko verjamem, da bi danes obstali in brez farmacevtske industrije, da bi obstali brez zelo finih, bi rekel, aparatur, ki zagotavljajo mikroskopske kirurške posege in tako dalje. In ravno tako vidim veliko potrebo pravzaprav po integraciji človeka v nek življenjski prostor, ker nekako jaz si predstavljam, da so vsa živa bitja del nekega velikega življenja in da pravzaprav to življenje potrebuje neko skladnost, neko harmonijo in z tega vidika je dobro, da vsakdo od nas svojim zdravjem ured nekako pristopi tej celoti iz nekega višjega zornega kota, nesebično, razosebljeno, mogoče jaz bi rekel srčno in modro. Doktor Hriberjeva, tej srčnosti bi dodali vi verjetno tudi še svoj pogled? No, tudi homeopatija kot ajurveda in tradicionalna kitajska medicina spada v integrativne metode zdravljenja, kar pomeni, da je potrebno sodelovanje med obema medicinama. Homeopatija je holistična metoda zdravljenja, obravnava človeka tako na telesnem kot na mentalnem, duševnem nivoju in se zelo lepo integrira in pa tudi sodeluje z ostalimi metodami zdravljenja. Doktor Bilja Radušič, pravite, da sodobni človek tudi v zdajšnjih modernih časih ogromno pridobi, če prisluhne modrosti indijske tradicionalne medicine ajurvede ali v prevodu, kot je tudi zapisano, znanje o življenju. Kaj vse se prepleta v nas in vpliva na naše zdravje? Predvsem ajurveda res pomeni veda o življenju, ampak ne veda v smislu fiziološkega obstoja, ampak veda v smislu vpetosti v širše življenje, vpetosti v soživljenje skupaj z vsemi živimi bitji. Zelo bi se tukaj navezala na to, kar je Peter prej povedal. Tudi v vpetosti v življenje človeštva, vseh kraljevstv narave, planeta in tako dalje. Tako da ajus pomeni pravzaprav ta vrsta življenja. To, kar pa je specifika ajurvede, kar je mogoče en poseben pogled, je to, da ona to gleda skozi, jaz bi rekla, preplet duhovnih, duševnih in fizičnih vsebin in pravzaprav gre en korak naprej in reče, da so pravzaprav duhovne in duševne vsebine tiste, ki so primarne in da so fiziološke vsebine tiste, ki nastajajo kot rezultat teh. To se mi zdi, da je dan današnji tudi že kar nekaj časa tudi predmet in tudi zaključek moderne znanosti. Le da ta znanost ali pa te zaključki niso še prišli do bioloških znanosti, do teh, ki se ukvarjajo z biologijo človeka, z medicino in tako dalje. To, da je najprej obstaja neko inteligentno valovanje in potem naprej fizična materija, je nekaj, kar je že, bi rekla, vedenje tudi modernega človeštva. Tako da ajurveda praktično na en svoj način opisuje nekaj, kar že vemo, vsaj delno vemo in mislim, da obstaja še veliko modrosti tam, ki jih bomo šele izvedeli. Ta trenutek pa lahko samo rečem, da ajurveda opisuje življenje kot preplet treh kreativnih fluidov. Te fluide razume kot, jaz bi rekla, nekatere arhetipe, to so določeni veliki elementi, ki jih je tako kot v kitajski medicini 5, s prepletom teh elementov, kateri so kot neki, jaz bi rekla, arhetipi energijskih stanj, s prepletom teh elementov pač ustvari vedenje o fluidih, to so vata, pita in kapha, imamo 3 fluida in te fluidi potem vplivajo na naravo, na našo duševnost, na našo fiziologijo in praktično se tudi prepletajo znotraj letnih časov, znotraj obdobij v dnevu in delujejo na fiziologijo.
Tako da zdaj mogoče za pozneje pustim to bolj natančno razlago, kateri del fiziologije obravnava prav določen fluid. No, od indijske tradicionalne medicine pa mogoče se zdaj približamo kitajski medicini, katere zagovornik ste vi, dr. Papuga. Se ti dve vedi med sabo dopolnjujeta? Jaz bi tako rekel, ne, pravzaprav govorite o istih rečeh z drugimi besedami. Ne. In mi dva z Biljano sva imela tudi nekaj seminarjev, tudi 3-tedenski, najdaljši bio, in sva pravzaprav obravnavala ista področja z ajurvedskega in kitajskega vidika. Veste, jaz sebe niti ne doživljam to kot zagovornika. Jaz mislim, da pravzaprav sem nekdo, ki skuša umestiti to kitajsko medicino na en tak varen način v obstoječe znanje. In velika sreča je pravzaprav priti do tega stanja razumevanja, ki je nekonfliktno, torej da pravzaprav sleherno znanje o medicini, o človeku mi ni konfliktno s tem, kar sem se učil na kitajskem. So pa seveda deli kitajske medicine, ki bi jih jaz absolutno posodobil že zdavnaj in jih ne bi več ponavljal na način, kot so jih izvali 2000 let nazaj. Ampak bi rekel, da temeljno izhodišče in vedenje o zdravju je absolutno tukaj komplementarno in se dopolnjuje v celi črti. In sigurno bi te strani imele kaj drugi za dodati. Velikokrat govorite, da vse prepogosto zdravimo posledice in opozarjate na vzroke. Pa to je pravzaprav ta prva točka zdravja, ki rečemo zavedanje o zdravju, o pomenu zdravja in tudi o stanju neke funkcijske pripravljenosti telesa, recimo o neki temeljni imunski zmogljivosti, ki ne sloni na cepljenju, ampak sloni na enem zdravem življenjskem slogu, ne, o presnovi, o razumevanju in čutenju preobremenjenih organov in na ta način tudi pravočasni preventivi iz teh organov, ki so v nas šibkejši, ker vsi smo ustavljeni v ta prostor in življenje z neko svojo ahilovo peto, ne, in ta naša šibkost se pravzaprav z leti potencira. In če se jo ne polotimo pravočasno, lahko imamo bistveno več težav, kot če bi se jo. Ne. Doktor Hribarjeva, vi pa nam odstrite malce več o homeopatiji. Homeopatija je personalizirana medicina, to pomeni, da dajemo zdravila vsakemu glede na njegovo konstitucijo, glede na njegovo obnašanje. Naprimer, če je nekdo v stresu, 3 osebe različno reagirajo na stres, nekdo je mogoče koleričen, drugi je blokiran. To pomeni, da homeopatija išče za vsakega posameznika tisto najbolj primerno homeopatsko zdravilo. Seveda je konstitucijska medicina, to pomeni, da gledamo tudi konstitucijo, kot je Biljana omenila, imamo 3 doše v ajurvedi, vata, pita, kafa, tudi v homeopatiji imamo te konstitucije, to so naše predispozicije za določene bolezni, kako nekdo reagira v določenem prostoru, kako se ta oseba prehranjuje, kakšne ima misli, tudi misli naše lahko vplivajo na določene bolezni. Tako da homeopatija se prepleta tudi z ajurvedsko medicino, ima tudi osnove v teh starodavnih tradicijah zdravljenja in po svetu ima veliko tradicijo uporabe. Naprimer v Indiji 250 000 zdravnikov se ukvarja z homeopatijo. Naprimer v Franciji, kjer je homeopatija tudi zelo integrirana v javni zdravstveni prostor, vsak drugi francoski zdravnik občasno predpiše homeopatska zdravila. Tako da zelo pozdravljam, da se je v Sloveniji začel ta proces integracije homeopatije v javni zdravstveni prostor, da so se homeopatska zdravila pojavila v naših lekarnah, da si lahko zainteresirani nabavijo te zdravila v lekarni, kjer so farmacevti, ki so izobraženi, da lahko svetujejo ljudem za, bom rekla tako, akutne težave, tiste manjše težave. No in ravno tu se potem pojavi vprašanje, verjetno bo za nekatere naše gledalce ta informacija nova ali pa sveža, ne, da so homeopatska zdravila tudi v Sloveniji, v lekarnah. Se dobijo v vseh lekarnah?
Tukaj je zelo veliko naredila Lekarniška zbornica in pa Slovensko homeopatsko društvo z izobraževanji farmacevtov. Farmacevti v Sloveniji so zelo dobro izobraženi o homeopatiji in v vseh lekarnah, kjer imajo farmacevta, kjer ima ustrezno znanje iz homeopatije, lahko si ljudje pač nabavijo homeopatska zdravila. Za seveda akutna stanja. Prej sem že omenila, da je homeopatija personalizirana, da je to konstitucijska medicina zdravljenja, da je to poglobljen pristop, katero homeopatsko zdravilo, vendar za akutne težave si lahko ljudje nabavijo ta homeopatska zdravila v naših lekarnah. Mogoče še zanimivo vprašanje, ko smo že pri lekarnah. Je homeopatsko zdravilo tudi, ki se dobi na recept, ali je zgolj samoplačniško? Zgolj samoplačniško. Zdaj v tistih državah, kjer je homeopatija že dobro integrirana v javni zdravstveni prostor, na katere zavarovalnice povrnejo te stroške zdravljenja, naprimer v Franciji se povrne to. V Švici mislim, da so konzultacije nekaj tudi reimbursirane, odvisno kakšno zavarovalnico imate, vendar je to zelo težko Slovenijo primerjati z ostalimi državami, ker je vsak zdravstveni sistem zelo specifičen, zavarovalnice so zelo specifične in je zelo težko to. Tudi tradicija zdravljenja, naprimer v Nemčiji daljša kot recimo v Sloveniji, potem Francija ima tudi svojo tradicijo, Anglija naprimer, kot vemo, je tam aristokratski svet, se tam zdravi z homeopatijo, kraljeva familija ima tradicijo zdravljenja s homeopatijo. Tako da ima vsak sistem, vsaka država ima svoj sistem. V Ameriki lahko homeopatska zdravila kupite v teh specializiranih trgovinah, tako da je, bom rekla, zelo težko Slovenijo primerjati z katero državo smo si mogoče najbolj podobni. Pomembno je, da se je homeopatija začela v Sloveniji razvijati, da se o njej govori, da se bo približala ljudem, da jo bodo ljudje sprejeli, da jo bodo uporabljali, ker homeopatija nima stranskih učinkov, bom rekla tistih stranskih učinkov, lahko se pojavi začetno poslabšanje, to je pač v homeopatiji, ampak v glavnem nima stranskih učinkov, je cenovno dostopna, ta zdravila so cenovno, se lahko to ljudje kupijo v lekarnah. Mogoče samo še tole, kako je homeopatiji naklonjena danes zakonodaja? Postaja zelo naklonjena. Ne moramo zdaj se primerjati za Nemčijo, kjer ima v Nemčiji že dolgo tradicija zdravljenja s homeopatijo, ampak kar nekaj korakov se je v zadnjem času naredilo na tem področju. Tukaj mislim o zakonu o zdravilih, kjer so opredeljena homeopatska zdravila. Potem zelo pozdravljam to odločitev zdravniške zbornice lansko leto decembra, kjer je na svojem sestanku sprejela, da se bodo zdravniki lahko ukvarjali z obema medicinami, ne samo za eno, ampak z obema, da imajo to možnost, kar vidim tudi, da je zelo dobro za paciente, da bodo pacienti imeli možnost ali se zdraviti samo s homeopatijo ali samo klasično medicino ali pa z obema medicinama. Doktor Peter Papoga, če ostanemo trenutek še pri zakonodaji, ki je pri nas, kot sva se tudi v prostem pogovoru midva že večkrat pogovarjala, dokaj še neurejena. Tukaj so zelo intenzivna bila in, kot vem, še vedno tudi vaša prizadevanja za področje tovrstne medicine. Veste, osrednja stvar pri urejanju neke stvari je pač varnost porabnikov, ne? In tudi takrat smo pravzaprav imeli nekak te pogovore in, bom rekel, razprave na temo ohranjanja pravzaprav varnega prostora in pomoči pacientu, ki išče vzporedno pomoč tudi izven javnega zdravstva. In zakon je potreben, tako kot vse stvari v ljudski družbi, ne, da se pač nekako prilega potrebam in trenutnem stanju. Mi imamo žal tukaj razpršeno to edukacijsko fazo zdravilstva, ne, in tu se pač vsakdo malo išče po svoje in v želji, da ohranimo vse akterje tega področja, smo iskali veliko kompromisov. Seveda, da se pri vsaki zakonodaji najde nekdo, ki je užaljen, ki misli, da je zakon sovražen do njega, vendar
Ministrstvo je vseeno omogočalo vsem zainteresiranim, da pridobijo neka temeljna znanja. Zdaj so bile starostne meje, pri katerih to ni bilo nujno, ker pač je šlo recimo za neke veterane na odru zdravilstva, ne. Ampak jaz moram reči, da seveda tudi pravniki, ki pišejo zakonodajo, potrebujejo neka predznanja z področja, o katerem pač pišejo zakone. In tu imamo sigurno nekaj špranj, ki jih je treba zapolniti in ki bodo tudi v prihodnje predmet dejavnosti Ministrstva za zdravje. Velikokrat govorite, da eno so domneve, drugo pa je znanje in da tega znanja pri nas pravzaprav manjka, tako na področju klasične medicine, kot na področju alternativne medicine. Veste, ko se lotimo nečesa nematerialnega, neopremljivega in ko govorimo o funkcijskem, recimo, diagnosticiranju in zdravljenju, je tu veliko prostora za prodajo nepreverjenih metod in zdravil in drugih pripomočkov. Ravno tako prodajo teorij, novih videnj duhovnosti in tako dalje. In tu moram reči, da je mogoče zakon mogel biti malo krut, ne, ker čisto vsega nismo mogli stlačiti noter. In to bi verjetno povečalo zmedo, ki itak ni majhna. Ampak ko se lotimo zakona, jaz verjamem, da bo dozorel na praksi, ne. In da vsakdo, ki išče pomoč izven sistema javnega zdravstva, potrebuje neko sledenje, ne. Torej, za vse, kar mi domnevamo, da je uporabno in da bo koristilo, potrebujemo nek prepoznaven dokaz, ne. To ni nujno materialen dokaz, ampak ne vem, ne morete materializirati glavobola, ne, ampak če vas neha glava boleti, pomeni, da je to nek dokaz, da če vas je 10 let bolela in vas 11 ne boli, da to, kar ste počeli, je za glavobol koristno, ne. In na podoben način pač bi jaz ravno tako priporočal vsem iskalcem pomoči v nekem zdravilskem prostoru, da čim natančneje opredelijo svoj problem, da ga izpostavijo, da vprašajo terapeuta, koliko časa po njegovih izkušnjah potrebujejo in da se na ta način ljudje tudi nekako bolj varno spravijo v to pot iskanja, ne, ker ogromno je zavajajočih pač ponudnikov storitev, ogromno je nepreverjenih pač pripomočkov in dopolnil prehrani in tako dalje, ker ljudje dejansko zapravljajo veliko premoženje, ne, in ne dobijo nič. In to je nevarno, ker to spet meče senco na celo področje in se potem to nekako globalizira kot neka mazaška veja življenja. Vendar mislim, da če nekaj preživi 3000 let na tem svetu ali pa tudi 100 let, je vredno opazovanja in vrednotenja. Zato nekako predvidevam, da vse, kar je doslej narejeno, bo dobilo tudi neko kvalitativno dimenzijo v prihodnje. Biljana, če se postavimo v vašo vejo, v vejo ajurvede, kako lahko pomagate recimo pacientu, meni, našim gledalcem? Kako pristopite, na kakšen način? Mislite, kakšne so diagnostične metode? Predvsem ajurveda izhaja iz prepoznavanja teh 3 fluidov, ki sem jih prej omenila, fluida vata, fluida pita in fluida kapha. Te fluidi so, tako kot sem prej rekla, eni določeni energijski arhetipi, ki imajo tudi svojo fiziološki izraz, in fluid vata je fluid, kateri zadeva najmogočnejši živčni sistem in kateri v telesu ima neko svoje domovanje. Fluid pita zadeva encimatske sisteme po telesu, povsod, in fluid kapha je bolj zadolžen za, bi rekla, za substanco ali za tisto konkretno substanco, katera izgrajuje tkiva, telo in tako dalje. Tako da v ajurvedi pristopamo predvsem na način, da se najprej prepozna osnovna konstitucija človeka ali to, kar v njegovi naravi, psihološki in telesni
prevladuje, kateri je to od teh treh fluidov ali mogoče katera dva, se včasih, v redkih primerih, so vsi trije enakomerno zastopani, tako da tudi to je treba prepoznati in potem tudi prepoznati, kateri fluid je tisti, ki je nosilec bolezni. Tako da praktično skozi pogovor, kateri je izčrpan, neke vrste praktično anamneze, katera se v marsičem ne razlikuje od najbolj osnovne anamneze, ki jo jemlje splošni zdravnik, ki vključuje tudi familiarno anamnezo in vse te zadeve, katere opredelijo neke mogoče genetske predispozicije, do pregleda, kateri vključuje pregled različnih zadev, za katere so mogoče bolj specifične te tradicionalne medicine, pregled kože, nohtov, jezika, oči, pulza na eden specifičen način, ne tako kot alopatska medicina, pulz v smislu frekvenca in neki odkloni, kateri bolj govorijo o srčnih napakah, ampak pulz v smislu jemanja, prepoznavanja teh treh fluidov in iz tega sledi zaključek, kateri potem terja določen pristop, kar pomeni pristop prehranjevanju, pristop k življenjskem stilu in mogoče pristop k temu, kar naj bi bila najbolj primeren način sproščanja ali pa fizične vadbe. Tako da to je nekako eden tak pristop splošni, če bi lahko rekla v ajurvedi splošne medicine. Obstaja pa, glede na to, da je ajurveda cel tradicionalen sicer, ampak cel medicinski sistem. Ajurveda ima dan današnji, in tako se tudi vsaj na fakultetah v Indiji poučuje, ima veje tako kot alopatska medicina, ima svojo interno medicino, kirurgijo, pediatrijo, ginekologijo, farmakologijo in tako dalje in tako dalje. Tako da tukaj to, o čem sem zdaj govorila, je bolj, bi rekla, neki pristop splošne medicine v ajurvedi. Dr. Hilberjeva, kakšen pa je pristop pri homeopatiji? Homeopatija uporablja zelo razredčene, potencirane zdravila. Zdaj, skeptiki, ki so med nami, se sprašuje, kako lahko te visokostopenjske razredčitve delujejo, kako se ta informacija prenaša naprej. To nikjer po svetu ni pojasnjeno, kako se ta informacija prenaša naprej, vendar te fundamentalne raziskave v homeopatiji kažejo pač na to, da se verjetno spreminja elektromagnetni spekter. Zdaj, najnovejše raziskave kažejo na to, da homeopatska zdravila lahko spremenijo ekspresijo genov v celicah. To so najnovejše raziskave. Drugače pa v homeopatiji raziskave potekajo v treh smereh. Prva smer je tista, kako te visokostopenjske razredčitve delujejo, to ni pojasnjeno. Potem druga vrsta raziskav so klinične raziskave, kjer vi pokažete na populaciji ljudi, kako so ta homeopatska zdravila uspešna. In pa tretja vrsta raziskav so farmakoekonomske, to so pa v tistih državah, kjer je homeopatija že dobro razvita in zavarovalnice pač želijo s homeopatskimi zdravili, kako bi lahko privarčevale določene stroške, če se uporabljajo homeopatska zdravila. Zdaj, kar se tiče uporabnikov, vprašanje je, kdo vas vpraša, kako homeopatija deluje. Ali je to nekdo, ki pride v lekarno, njega zanima, ali homeopatska zdravila delujejo, ali imajo stranske učinke, ali si lahko to kupijo. To zanima ljudi, ki pridejo v lekarne. Potem znanstvenike zanima, kako se ta informacija, kakšen je mehanizem delovanja homeopatskih zdravil. Potem zdravnike zanima, ali so homeopatska zdravila pri tej pa tej bolezni naprimer učinkovita. Imamo hiperaktivne otroke, imamo alergije, ali so homeopatska zdravila učinkovita. To pomeni. Komu pa? Tukaj samo eno stvar, jaz se opravičujem. Maruša, sem hotela dopolniti, da
Najnovejše raziskave o vodi, katere so tudi bile predmet pač precej hude krvi tukaj v Sloveniji in so podprte tudi z raziskavami ljudi, kateri so znanstveniki, eden od njih je celo Nobelovec. Luc Montagnier, on je dobil Nobelovo nagrado za HIV virus. On se ukvarja z kako homeopatska zdravila delujejo. Jaz sem njega srečala 4 leta nazaj v Parizu, je imel predavanje in je pokazal, kako homeopatska zdravila lahko spreminjajo elektromagnetni spekter. Torej to je znanost že nekako začela osvetljevati. Nobelov nagrajenec se ukvarja, kako s temi fundamentalnimi raziskavami v homeopatiji, kakšen naj bi bil mehanizem delovanja. Torej, glede na potrjene vse te znanstvene raziskave, lahko dajemo takoj tudi odgovor na vse tiste, ki še vedno učitajo homeopatiji, da gre za tako imenovan placebo učinek. Jaz bom rekla, da v Sloveniji se niso razvili še zadostni izobraževalni sistemi, ki bi omogočali, da bi bila homeopatija tudi predstavljena. Ampak je bilo to vedno, to je placebo, potem smo imeli tisti primer, ko je nesrečen primer, ko je nekdo umrl, ker se je zdravil s homeopatijo, vendar ta bolnik je bil že tako bolan, da ni umrl zaradi homeopatskih zdravil. Ampak tradicija, ampak tudi uporabnost homeopatije v svetu zelo močno narašča in ljudje si želijo drugačnih pristopov in tukaj ne gre, da bi bila homeopatija nekje zdaj marginalna, ampak da se lepo integrira, da jo ljudje uporabljajo, da imamo izobražene ljudi, tudi medicinski kader, ki je izobražen, zdaj a bodo prakticirali ali ne, ampak tudi kot metodo, da jo poznajo. To je pomembno. Izobraževanje, to se pravi izobraževanje, treba je v Sloveniji zdaj veliko delati na izobraževanjih, da se bo lahko tako laična kot strokovna javnost seznanila s homeopatijo. No in prav na področju izobraževanja delate tudi vi, vsi trije, ki ste danes tukaj z mano v studiu. In tukaj na mizi imamo neke vrste informativni list, imenuje se Festival celostnega zdravja, zakladi tradicije Dao Jah. To bo festival, ki bo zadnji vikend v tem tednu potekal v Cankarjevem domu in morda bi v mesecu januarju in mogoče bi nakratko spregovorili tudi o tem. Peter, Dao Jah, kaj je to? To je malo neverjetno, kako sem prišel do ideje, pač, da predlagam tako ime, ker Dao je pač izhodišče taoizma, ne? In anglosaško govorno področje je Dao sprevrglo v Tao, tako da veliko ljudi pač to meša. Pravzaprav gre za isto stvar. Dao je pot ali cesta, to je pravzaprav zaščitni znak taoistične filozofije, na kateri tudi sloni kitajska medicina, ne? Jah pa smo zložili iz joga, ajurveda, homeopatija, ne? Če pa malo pogooglate, pa vidite, da je prav Jah dal drugo ime za Boga, ki ga uporabljajo pač v tem hibridu kitajsko-judovske tradicije, ne? In pač želeli smo, da so vsi nekako enakopravno noter in zato smo tudi dali tako ime, ne? Zdaj pač upajmo, da množicam bo všeč in da to bodo razumeli kot izziv. Je pa seveda potrebno, če hočete eno novo stvar ustaviti v prostor, umestiti ga na pravšnji način, to stvar morate razumeti. In mi pravzaprav hočemo filozofska izhodišča ponuditi kot neko prvo stopnico za izpopolnjevanje na tem področju. Ljudje pravzaprav težko dojamemo, da je naša misel izhodišče vsega, kar se nam dogaja. In če se za nekaj odločamo in če sprejmemo odgovornost, je zelo fino, da razumemo, zakaj gre in da si nekako načrtujemo korake. Ko hočemo vsako znanje in vsak učinek spraviti pod placebo, potem imamo hitro težave, kako homeopatija pomaga živalim, kako pomaga dojenčkom, kako pomaga človeku v komi, ki sploh ne ve, da dobi zdravilo in tako dalje. Tako da tu
seveda izkušnje nas vedno izzivajo, ne? In vedno imamo dovolj nerešljivih primerov, ki nas ravno tako stlačijo v neko možgansko burjo, ne? In nam silijo v proces iskanja. Vendar, pravim, dal je pot. No in mi bomo zdaj naredili kratek predah za pot našim glasom. Medijski partner Festivala celostnega zdravja DAO JAH je televizija Vaš kanal. Vse oddaje vašega kanala na enem mestu, vedno na dosegu ekrana. Vaskanal.com. Doma ali kjerkoli v tujini. Kaj, če bi za vsako prodano vozilo Volkswagen nemški inženir dobil krila? Šobi-dobi-dobi-dom, 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 šobi-dobi-dobi-dom. Čisto majčkene cene, zdaj s prihrankom do 6500 evrov in kaskom za 1 evro na mesec. Šobi-dobi-dobi-dom. Spet imajo akcijo. Medijski partner Festivala celostnega zdravja DAO JAH je televizija Vaš kanal. Dobrodošli nazaj, spoštovani gledalci, cenjene gledalke v oddaji Pravi ključi. V drugem delu govorimo o Festivalu celostnega zdravja, o zakladih tradicije, ki bo potekal zadnji teden v januarju v Cankarjevem domu v Ljubljani. DAO JAH, smo torej rekli, je naslov tega festivala. In zakaj ste se odločili za ta festival? To je prvi tak festival, ki bo potekal v Cankarjevem domu. In povemo še, da je brezplačen. Bistvena vizija torej je v neki meri povezovanje porabnikov in ponudnikov. In to varno povezovanje, povezovanje z odgovornostjo, klic pravzaprav nekih vodilnih ponudnikov storitev, ki imajo in znanje in neko izkušnjo, ki jo bodo prinesli na festival, se predstavili svojimi bodisi znani, bodisi izdelki, ki bodo ravno tako nekako poiskali svoj prostor v tej celoti, v tem mozaiku zdravja z
drugačnimi metodami, ki bodo ravno tako pripravljeni poslušati in kritike in sprejeti pobude. In pravzaprav smo nekako v tem kalčku videli neko varno prihodnost vseh, ki želijo mogoče na malo drugačen način ostati zdravi. Želeli smo pa seveda tudi nekako začeti z drugačnimi mislimi dojemati življenje in zdravje, ne? In zato smo tudi povabili predavatelje iz tujine, od doma, ne, ki pravzaprav imajo ravno tako širša znanja in se ukvarjajo tudi z zelo sofisticiranimi znanstvenimi projekti. In verjamemo, da pravzaprav ljudje bodo to dojeli dokaj resno in da se bodo tudi na pravšnji ravni informirali o tem, kako naprej graditi zdravje in kako razmišljati o zdravju. Doktor Dušičeva, bodo v teh dnevih, ko bomo obiskovalci in slušatelji, seveda verjamem, da v veliki meri prisluhnili vam in seveda tudi vašim gostom, potekale tudi delavnice? Tudi zamislili smo se tu si to kot en tak preplet predavanj, katere so predavanja na temo teh 3 sklopov z gosti, kot je Peter omenil, in delavnic, katere lahko dajo vpogled v fizično vadbo, če lahko rečem, ki pripada določenim sistemom. Tukaj bodo delavnice Qigonga, ki jih vodi Peter, delavnice joge, ki jih vodi Blaž Bertoncelj iz Parinama Yoga centra v Ljubljani, delavnica Tai Chia, ki jo bom vodila jaz. Tako da interes bo določal, ali te delavnice bodo ali ne, zaenkrat kaže, da bodo. In poleg delavnic imamo pa še te razstavljavce, ki jih je Peter omenil, katere smo tudi se potrudili skrbno izbrati, da zadaj stoji neka kvaliteta in odgovornost in resnost, ki si bodo imeli ki si bodo tudi vzeli prostor, da predstavijo. Nekateri od njih bodo na odru tudi predstavili svoje bodisi izdelke, bodisi dejavnosti. Tako da tisto, kar je zanimivo, da bomo imeli tudi filme, kateri ponazarjajo te pristope, film o ajurvedi in film o kitajski medicini oziroma kitajskem razmišljanju ali pa kitajskem, jaz bi rekla, bolj doživljanju življenja in povezovanja med subtilnim in telesnim. Rekli ste, da boste predstavili Tai Chi. Sedaj vas bom vprašala, mogoče malce čudno vprašanje, pa me prav zanima, kako boste odgovorili. Poznam kolega, ki je hodil na Tai Chi, konkretno v vašo šolo, in je rekel, imam občutek, kot da je moja hrbtenica po tolikih letih, sedaj v teh 2 letih, ko obiskujem in seveda delujem tudi skladno s Tai Chi, za 2 centimetra zrasla, da sem bolj pokončen, da lažje premagujem svoje težave. Definitivno ta vadba vseh 3 sort, o katere sem omenila, ima ta efekt. Tisto, kar je ideja iza te vadbe, je ravno to, o čem smo prej govorili. Povezovanje zavesti in telesa in prepoznavanje ravno te subtilne, vitalne energije znotraj telesa, katera omogoča, da se tudi med ostalim medvretenčni prostori odprejo in hrbtenica naravna v svoje središče, ali pa tehnično bi rekli v nevtralen položaj. Torej je možno, je. Če si priden, discipliniran. Terja vztrajno vadbo in kot vse, pač odličnost v čemerkoli terja dolgotrajni komitment, dolgotrajno vztrajnost. In če še mi dva rečeva mogoče nekaj vezano na vaše predavanje oziroma na vašo predstavitev v povezavi tudi z gledalci oziroma obiskovalci, ki bodo v Cankarjevem domu o homeopatiji.
Ja, zelo se veselimo tega festivala, da bomo naša znanja lahko prenašali naprej. Kar se tiče homeopatije, v zadnjem času se zelo veliko govori v homeopatiji, ker je pač zelo prisotna v našem prostoru zadnji čas. V petek, soboto in nedeljo bodo to predavanje. V petek bomo govorili na splošno, kaj je homeopatija, kaj so homeopatska zdravila, na kakšen način delujejo. Potem v soboto bomo govorili o konstitucijah, o teh miazmih v homeopatiji, to so te genetske predispozicije za določene bolezni. Imeli bomo tudi gosta, dr. Enverja Beriša iz Reke, ki bo delil znanja z nami. Potem v nedeljo pa bomo imeli tudi gostjo, dr. Ireno Gorišek, ki se bo dotaknila znanstvenih pristopov v homeopatiji, in pa predstavila bom akutne in kronične pristope zdravljenja v homeopatiji. Torej, če zaključimo, vsak bo lahko nekaj našel, kar ga bo zanimalo, in to tudi povezoval homeopatijo še z ajurvedo in tradicionalno kitajsko medicino in pa tudi z prehrano, kot je bilo rečeno, bodo tudi tam razstavljavci. Vsak bo našel kaj dobrega zase, kakšna nova spoznanja, in želimo spodbuditi to skrb vsakega posameznika za svoje zdravje, da se opazujemo, da delamo veliko na sebi. Je homeopatija primerna v bistvu za vse? Težko bom rekla zdaj za vse, ker za vse bolezni tukaj moramo biti zelo precizni, ker za vse, za koga, kdo je pacient. V homeopatiji, kot sem rekla, gledamo te konstitucije, kakšna je konstitucija človeka. Zelo težko rečem, da je lahko uporabljamo za vse bolezni. Vsekakor za akutne težave se zelo lahko, tukaj imamo zelo hitre učinke, za kronične težave pa je potreben malo daljši, dolgotrajen proces zdravljenja. In vsekakor je dobro tudi, da se zraven vključuje tudi, kot je Peter rekel, prehrana in pa še drugi zdravi načini, good lifestyle, dober, ja. No pa nadaljujeva, Peter, midva s prehrano. Velikokrat poudarjate, da je izjemnega pomena tudi prehrana. Kaj bi svetovali našim gledalcem pri prehrani, ki nas sedaj le spremljajo? Na kaj naj bomo pozorni? Jaz moram priznati, da ključna stvar pri urejanju prehrane je pravzaprav sledenje telesnim odzivom, ne. In zdaj eno so naše čutnične pač potrebe in užitki v hrani, ne, drugo so pa dejanski telesni odzivi. Tako kot pri vsakem drugem preučevanju dejansko človek potrebuje opazovati neke parametre in se na ta način orientirati, ker hrana absolutno ne vpliva enako na isto telo v različnih letnih časih, ne. Hrana ravno tako pač v presežku lahko škoduje, tako kot v pomanjkanju. In ne jemo enako, ko hodimo v hribe in ko sedimo v pisarni ali pa ko potujemo. Ravno tako pač vse te prilagoditvene odzive prebavil lahko prevajamo glede na vrsto živil, ki smo zaužili. Obstajajo živila, ki nas grejejo, ki nas pač poživljajo, obstajajo pač živila, ki nas pomirjajo, hladijo, ki pomagajo pač k recimo odvajanju ostankov prebave in tako dalje. Tako da jaz bi rekel, da proces iskanja je absolutno po večini na strani pacienta, ki dobi navodila, da se opazuje, ne vem, od spahovanja do napenjanja, do utrujenosti po hrani. To so vse take malenkosti, ki pravzaprav niti niso neki grozni simptomi, so pa nelagodja, in to je treba povezati z vzrokom, ne. In vzročnost v procesu iskanja pravšnjega hranjenja je zame nek center, ne pa predvidevanje in pisanje receptov in jedilnikov, ker v končni fazi, pravim, to so kontinuirane spremenljivke, ne, in v tem potrebujemo koliko toliko izobraženega pacienta. Ne da se jesti po receptu in biti odlično zdrav, ker recept je ravno v razumevanju odziva telesa na hrano, ne pa v branju jedilnika in pripravi premočrtno načrtovane hrane. Tudi
Vi spremljate vaše pacijente, kakšen je njihov napredek. Če narediva načrto, kako bi jih ocenili, kako so disciplinirani? Jaz se pacijentom tudi pustim učiti. Veste, jaz moram priznati, da so mene nekateri pacijenti prijetno presenetili s tem, kar so dosegli na svoj način, ki ga jaz nisem poznal, in seveda sem se potem v to poglabljal. In jaz sem se že zdavnaj odločil, da v paketu z neko mojo prvo obravnavo in terapijo ljudem dam enoletno sledenje brez doplačila, ker na ta način imam povratno informacijo in imam tudi učni proces, ki je meni zelo dragocen. Tako da danes, ko se ozrem nazaj, bi rekel, da saj 1/3 mojih novih izkušenj pripada temu dialogu, ne meni samem. Tako da to je neka nadgradnja in jaz verjamem, da pravzaprav je bogatstvo vsake družbe in vsake države količina izobraženih in ozaveščenih ljudi, ne pa količina dragih avtomobilov. In tu se danes, pravim, odpira Davjah. Ja, s temi ključi odpiramo Davjah, oziroma ga bo odprl Cankarjev dom. Mi smo nekako pač samo uvod v ta festival celostnega zdravja. Morda bi takole proti koncu naše oddaje smo spregovorili še o eni težavi, ki nas pravzaprav iz dneva v dan pesti domala, da vse. Eni pravijo, da je koristen, če ga je v malih dozah, drugi pravijo, da je izjemno škodljiv. Rečemo mu stres in stresne situacije, v katerih se vedno znova znajdemo. Bo tudi o tem tekla beseda, bi tudi o tem mogoče rekli nekaj stavkov, kako lahko na to vplivate, kako lahko morda našim gledalcem pomagate, svetujete, kakšna pot je do ozdravitve tega stresa, ki nas v tem hitrem tempu našega življenja razjeda praktično iz dneva v dan čedalje bolj. Dr. Biljana. Jaz bi lahko samo, mogoče bo izgledalo malo preveč ohlapno, ampak bi rekla, da Ajurveda na to gleda zopet z očmi 3 fluidov, da so fluidi, kateri se zelo hitro odzovejo in katere stres zelo hitro poruši, so fluidi, ki so nekoliko malo bolj stabilni in odporni na stres. Definitivno je dejstvo, da današnji slog življenja, ki ni, bi rekla, samo subjektiven, ampak je definitivno objektiven, je slog življenja, kateremu bi v Ajurvedi rekli vata pita slog, slog, v katerem stvari treba postoriti hitro, v katerem ritma ni, ampak stvari skačejo vmes, v katerem je stvari treba ne samo hitro postoriti, ampak za neko dozo, bi rekla, tudi prodornosti, katera že skoraj gre na agresijo, in je to nekaj, kar je objektivni del vsega tega. Subjektivni del tega je odvisen od fluidov, kako človek jemlje stres, kako se na njega odziva in kakšen je pravzaprav njegov tudi fiziološki odziv na stres oziroma fiziološka izraz tega stresa. Tako da jaz bi rekla, da tisto, kar bomo omenili v Davjah, je vse, kar se tiče Ajurvede, je, da stres poskušamo se ga dotakniti, da stres nekako probamo osvetliti z vidika tega subjektivnega odziva, pri tem, da subjektivni odziv pomeni tudi, da če človek subjektivno nekako uspe doživeti vzroke stresa, jih poravnati, vse, kar se tiče subjektivnega dela, in se uravnovesiti, potem ima možnost delovati tudi na družbeni ravni, da vzroke, kateri so družbeni, pravzaprav spremenimo skupnimi močmi. Doktor Papoga, lahko to spremenimo skupnimi močmi? Ste vi kdaj v stresu? Namreč, jaz sem kontinuirano v stresu, ampak takem pozitivnem stresu, ker jaz namreč nisem nikoli sprejel tisti negativni predznak pred nekim dejanjem, ki zahteva napore. Stres je tudi za telo, če vstanemo, sedemo 100-krat, 1000-krat, če se postavimo na glavo, vse to stres. Ampak to je stres, ki ga je treba kanalizirati pravzaprav na neko stopnjo odpornosti in se ne odzivati na stresogeno.
Jaz tudi tistim, ki ne morejo nehati, recimo piti kavo in kaditi, rečem, da če se že na ta način hočejo stresirati, da pol nič drugega ne delajo, ampak da pripeljajo najprej k sebi vse telesne odzive na te stresogene dejavnike. Zdaj pravim, vse ima svojo mero, tudi odmerek zdravila je tisti, ki je zdravilen ali pa on, ki je strupen. Ne? In ljudje, ki smo v nekih, bom rekel, zrelih letih, smo obvezni pravzaprav prenašanja stresa. Stres je najbolj naraven odziv telesa na obremenitev. Zdaj, če smo dobro natrenirani in če znamo kanalizirati stres v neka pozitivna in učinkovita dejanja, ta stres v svoji kroni potem ima, bom rekel, zlati prah. Ne? In zato niti ne gledam na vse napore, ki človek počne v svojem delovnem času in okolju, kot na stres. Ne? Stres je nad vse nekaj neugodnega, če delate to, kar nimate radi, če vas nekdo v nekaj sili, če vas nekdo izziva na neolikan način in tako dalje. In to je spet nekaj zelo pogostega, na kar se je treba pametno odzvati. Ampak kanalizirati stres pomeni tudi kanalizirati čustvene odzive, tudi, bom rekel, vse obremenitve, ki gredo proti nam, je treba prepoznavati z nekimi svojimi zmogljivostmi čim bolj objektivno, racionalno in se v danem trenutku odzvati z pozitivno reakcijo. Torej, če sem vas prav razumela, znati sprejemati tisti dobri stres, ki je dober za nas, in pa kljubovati stresu, ki nam ni prijatelj, prepihu. Omenili ste zlati prah, pa bomo nocojšnje oddaje tudi zaključili z zlatim prahom, ki pa ga sedaj kot iztočnico za zaključno misel poklanjam sedaj vam, dr. Hribarjeva. Želim, da je ta festival celostnega zdravja res nekakšna referenca za klade tradicije, da bodo ljudje prepoznali ta festival, da bodo na njemu se našli kaj takšnega, kar ne poznajo. Če se nanašam prej na stres, manjša količina stresa je vsekakor dobra, ker verjetno kaj spremenimo pri sebi. Homeopatska zdravila sigurno imajo dober arzenal zdravil, ki pomagajo pri stresu in lepo je, da imamo ta homeopatska zdravila, ki lahko pomagajo in nas spravijo v harmonijo. Spoštovani moji nocojšnji gostje, hvala lepa, ker ste vsak na svoj način in vsi skupaj odstrli nekaj misli, da je zdravje pravzaprav v nas, da veliko za zdravje lahko naredimo sami, pravzaprav največ sami, da drži, da naše zdravje ni odvisno samo od tabletke v škatlici, kot je ena izmed novinark citirala vas, dr. Papoga, in kot sami velikokrat radi rečete. In pa seveda tudi naš skupni apel, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, na festival zdravja v Cankarjev dom, na festival Dao Jah ob koncu tega meseca. Storite nekaj zase najprej sami in pa poiščite kanček za svoje zdravje, tisti pravi ključ, tiste prave ključe najprej v sebi. Še enkrat hvala lepa in hvala tudi vam. Hvala vam.